Prva prekomorska brigada, prva proletarska divizija, Bosna, Srbija, osvoboditev Beograda, Sremska fronta. Oba sta bila tudi na Drvarju, ker bomo letos praznovali 70 let desanta na Drvar. S tem, da Osvald je bil neposredno napadel, tretja krajiška brigada, čeprav je pa malce dlje proti polku Brandenburg, elitnem polku. In če so partizani uspeli priti pravi partizani na Sabotin, nas bo še nekaj. Da bomo pognali koga v dolino, če bo treba. Fašizmu! Kultura! Kultura je vedno bila in vedno bo del boja. In zato, da tudi mlajši čutimo naboj in da nam ni vseeno za preteklost in za prihodnost, nam bo s pesmijo pokazal Darko Nikolovski! Smrt fašizmu vsem skupaj. Predstavil vam bom 3 pesmi. Prvo je napisal Oton Župančič in nosi naslov Izjava. Dokler pravica je ob tla teptana, resnica brez sramu zasramovana, dokler laž, verolomstvo je v časteh, dokler svobodo ljubiti je greh, dokler visoki netijo razdor, svetniki pridigajo bratomor, ljubezen kot desetnica brez doma, od vrat do vrat za črno skorjo roma. Dokler nasilstvo in izdajstvo vlada, ponos, moštvo kot piškov sad odpada, dotlej v temnico smradno sem zaprt in od življenja ni mi hujša smrt. Druga pesem je malo daljša in jo posvečam tistim, kateri so danes prišli sem narediti črke JJ in tistim, kateri so postavili si spomenik. Za začetek bi rad povedal, napisal jo je Mile Klopčič, nosi naslov Peklo. In začne se z napisom Lašate ogni speranca, kar je napis na Dantejevem vhodu v pekel in piše opustite vsako upanje. In šla sva dalje v kolobar naslednji. Tu so, ki jim bila je naložena najtrša kazen, bili so je vredni. Zavrženci, ki iz mojih ust nobena prišla prijazna jim ne bo beseda, svojat prekleta, so drga zgubljena. Ob teh besedah me obšla je zmeda, v začudanju so mi noge obstale. Oko osuplo v mojstra se zagleda. Nobene nisi še izrekel žale, kar vodiš me le tod. A zdaj nenadno, še prijem se odprejo vrata tale, ki vodijo v pekla bridkost pred zadnjo, že grešnike v tem kolobarju psuješ. Doslej, vodnik, si vse razlagal hladno ali sočutno. Te pa kar obsuješ svojatjo. In tako se mi dozdeva, kot da ti vest, ta skrbni stari čuješ pred temi vrati v spanje omedleva. Zakaj? Kdo so, ki tu trpijo kruto in kakšna naložena jim je reva? Vodnik na to. Privzdigni prej loputo, ter si oglej teh grešnikov trpljenje, vendar odpri za pičlo le minuto, da ne napraviš križa čez življenje. Zakri si nos in usta svojo haljo, ker spodaj tako smradno je kipenje, megla dušljivih, da nasilno daljo nenavajenega še slabo sprevzame. In strahoma, a v srcu z bridko žaljo odprem loputo. Takrat buši vame so puh odvraten, smrad tako ostuden, da vid mi in zavest v trenutku vzame. Prestreže me vodnik in ko se truden v rokah njegovih spet zavem do kraja, loputo odprem in gledam ves začuden. Megle je manj, ostala pa je smraja. In moj pogleden strahoten vid razloči, polagoma prizoru se privaja.
Pod sabo vidim, kak bregove moči na gnusna brozga, uniče pe postave, ki blato se jim mimo ustnic toči, ker jim iz vode gledajo le glave. Zaprem loputo, a vodnik tolmači. V tem gostem kalu plavajo krvave in gnojne kraste, jedki so krastači, iztrebki močaradov in podgane, smrdljivi muli znoj in levi kači. Sluzasti gnoj, kot se cedi iz rane, če gnijejo kosti z obupnim smradom, da oduhati dih takoj zastane. A vsako toliko nad tem prepadom odpro nenadoma se vsi jezovi in vlije nad strašnim tem usadom ogaben, mlačen dež, ki z njim vetrovi zdivjani spirajo njim grešna lica, ki tu trpe v močvarnih teh valovih. Naliv vsega, kar iz grobov pronica, kar s počohnečih trupel se odteka. Dalje gnusobna, smradna mešanica, iz blukov jetičnih, sploh cela reka, vsega, kar iz bolnišnice izceja. S to kužno ploho veter lica seka njim, ki jih muči nepopisna žeja, moreča in nikoli ugasljiva. Čeprav se blato v grle jim naceja, čeprav lovijo usta sluz naliva in srebljajo in goltajo mokroto, njih žeja ostaja neutolažljiva. Vodnik, povej, kdo so, ki to strahoto prenašajo, ko daš po zasluženju in rišeš mi brez groze to grozoto, prekinem naglo mojstra ves v drhtenju in ves zgrožen od strašne te povesti o njih, ki utapljajo se v tem smrajenju. Tedaj odgovori vodnik mi zvesti. Gnusoben greh, gnusobna je pokora, tako je po pravici in po vesti. Greh krvoskrunstva, greh očetomora, uboj in rob, prestopki nebogljeni ob grehih, ki trpeti zanje mora svojatle teh, ki tu so izgubljeni, teh izdajalcev svoje domovine. Zakrknilo mi je srce in meni, ki ganejo me rosne pajčevine, če prva zora lepo sije nanje in beli sneg cvetoče glogovine, ni oglasilo se sočutje zanje. Mile Klopčič. Ta zadnja pesem je pa za vse tiste, kateri se zavedajo, da smo ljudje v tem kosu Slovenije trpeli desetletja, preden smo dali rdečo zvezdo gor in šli v boj. Nikoli ne pozabiti zgodovino in ne pozabiti veličine ljudi, kateri so se borili za ta jezik in kulturo takrat, ko pač nismo mogli jim pomagati. Imenovali so se Tigrovci in odejmo jim počast in mesto v zgodovini, kot si zaslužijo. In posvečam naslednjo pesem. 13 jih je, pripeljala jih je straža. Kot da sodniki Hada bi sedeli, molče sedijo 3 koloneli. Obtožnica navaja sabotaža. Nihalo spe, obtoženi prizna, molče sedijo 3 koloneli. Pisalni stroj pa votlo zadrdra, kot bi zadrdrali streli. Smrt fašizmu! Slovenija potrebuje nov veter. Slovenija potrebuje enotne ljudi, ki verjamemo v pravo stvar. Sedaj je čas, da se vam predstavi skupina puntarjev in sicer je to skupina ljudi, ki verjame, da lahko skupaj premagamo še tako hude težave. Kako razmišljamo in kaj si želimo, nam bo povedala puntarka Tina. Bravo, Tina! Bravo! Še tako mlada. Bravo, to je. Najša pride. Drage tovarišice, dragi tovariši, puntarke in puntari. Tu na Sabotinu se danes spominjamo tistega davnega 9. maja 1945, ko je srca milijonov ljudi napolnilo upanje, da je prišla svoboda in da sta nacizem in fašizem dokončno premagana. Na naših tleh se je zaključila morija, ki je trajala dolgih 6 let,
za nas Primorce pa še dobro desetletje več. Želja po svobodi, po dokončni osvoboditvi delavcev in kmetov in dolgoletno trpljenje pod fašističnim in nacističnim škornjem je v dolgih letih vojne združila ljudi in maja 1945 si nihče ni niti predstavljal, da bomo danes na naših tleh, na tleh svobodne Primorske, ponovno doživljali vzpon fašizma. Začelo se je počasi, skozi masko bleščečih reklam, skozi parole o samosvojitvi, skozi obljube o boljšem življenju v Evropi. Dobili pa smo kredite, polne trgovine blaga, ki ga v resnici nihče ne potrebuje, ki se ga v resnici nihče več ne more privoščiti. Dobili smo državo, ki nas spreminja v davčne številke, v brezosebne človeške vire in sredstva. Dobili smo sistem, ki nas veže v verige, tesnejše in težje od tistih, ki so jih nosili sužnji. Državljanke in državljani Republike Slovenije smo danes manj svobodni, kot smo bili leta 1945 in kot smo bili leta 1991. Na naših plečih so si novi gospodari zgradili imperij, ki je strašnejši in trši od imperijev, s katerimi smo se spopadali v zgodovini. Pred fašizmom, ki se skriva za neoliberalno ureditvijo novega sveta, nimamo kam pobegniti. Danes fašizem sedi v samem srcu finančnega sistema in globalno upravlja kapitalistično gospodarstvo. Zaman je iskati vrata za pobeg, kot so ta vrata zaman iskali naši rojaki leta 1941, ko se je pri nas začela druga svetovna vojna. Potrebno se je postaviti zase. Potrebno je stopiti pred vrata svojega doma, na ulico in se upreti. Danes je morda upor videti enako težak kot septembra leta 1927, ko so se prvi tigrovci zbrali na Nanosu in se zavezali uporu proti fašizmu. Danes je upor videti enako težak kot aprila 1941, ko so se antifašisti zbrali v Ljubljani in ustanovili Osvobodilno fronto. Ne pozabimo, tedaj so bili heroji naši fantje in dekleta, sleherniki, ki so se počutili enako nemočne in šibke pred strašljivo močjo fašističnega stroja, kot se mi danes počutimo majhne pred novim svetovnim redom, ki obvladuje vse vzvode moči. Edino, česar v resnici tedaj in danes ne obvladuje niti fašizem, niti neoliberalizem, smo si sami, naša zavest, naša volja, naš pogum. In tudi resnice ne morejo obvladovati, dokler jo mi varujemo in ji pomagamo, da se sliši. Tedaj so si naši predniki svobodno izborili v vojni, svobodo izborili v vojni s puškami. Morda bo nam uspelo, da si jo priborimo brez vojne. Kajti na naši strani je orožje, ki je 1000-krat močnejše od pušk. Na naši strani je resnica. Če se že danes upremo dovolj močno in dovolj vztrajno, se bomo morda vojni še lahko izognili. S prizadevanjem za resnico in zgolj z resnico lahko spremenimo sebe, svojo okolico, organizacijo, v kateri delamo, lokalno skupnost, v kateri bivamo, svojo državo, Evropo in svet. Danes se proti fašizmu povezujemo globalno. Ne gre več le za nas, za naše najbližje, le skupaj s prebivalci tega sveta se lahko osvobodimo kreditnega in potrošniškega jarma. Še nekaj parol bi vam rada prebrala, ki so nam puntarjem skupne, pa tudi vam, verjamem. Ponosni smo, da smo socialisti. Ponosni smo, da spoštujemo vrednote upora, punta in narodno-osvobodilnega boja. Ponosni smo, da ljubimo svojo domovino in ponosni smo, da sanjamo boljši svet. Smo tudi bili skupina, ki se je odpravila v Grahovo pred zid sramote in počastitev partizanov, ki so padli v narodno-osvobodilni borbi. Jaz predlagam, da zdaj naš zbor in harmonika eno odgodejo in odpojejo in potem gremo s kratkim programom naprej do Malce. Se strinjate? Ok. Bravo, Stela!
Naj se razlega pred sveta, dvignimo puške in naprej našto, in za komandantom boj naprej, v borbo šli, naj se Juriš. Naj se razlega pred sveta, dvignimo puške in naprej našto, in za komandantom boj naprej. Ne peti, rjoveti bi morali v teh dneh poeti, je povedal mlad Kajuh pred leti, kajti pesmi tihe več ne ranijo srca, ni ljudem za vzdihe, ni jim do solza in zato poeti naših dni, pojte, kakor v boju bajoneti, skušajte v ljudeh razvneti ogenj, ki jim v srcih tli. Darko, nadaljuj! Tako, bravo! Bom dal sam začetek, da ne pozabimo, zakaj smo partizani. A lahko? P je za patriote, A za akcije, kjer sledijo, R za revolucijo, da vsi enak živijo. T je za Josip Broza Tita, ker vemo, kdo smo. I je za idejo enakosti, kjer v srcu nosimo. Z je za nas, za otroke, za družino, za tisti košček zemlje, kjer ga imamo vsi za domovino. A je za antifašiste, mlade in predane, ker jim ne pomeni nikoli na kolena, pa ne stane, koliko stane. Jaz sem otrok teh dolin, morja, rek in kotlin in živim zato, da se lahko borim. In pripravljen sem spet umret, ker hočem verjeti v svet, kjer nam domuje pravica, ne pa vlada krivica. Jaz sem odgovor na pregnane v taborišča, na zadnje krike talcev, ko še zdaj odmevajo strelišča. Jaz sem odgovor na požgane domove, za poslane v grobove naplačujemo dolgove. In naša kri je taka, da ne bomo pozabili, niti v 1000 letih, kaj vse ste nam naredili. In ker fašistov je vse več, zgleda treba začeti s partizan mentaliteto na juriš spet in spet. Ni bilo jasen in so se dobesedno posrali od strahu, ko so zaslišali našo pesem, pogotovo Hej brigade. Zdaj je pa še nekaj. Rad bi vam predstavil pesem
himna Triglavske čete. To je novejša partizanska pesem in upam, da mi ne boste zamerili, če ne bom zadev intonacije iz prvo. Prisluhnite pozorno, tovariši v hosti, ker danes so zelo pogosti, fašisti na oblasti. Zato smo tukaj zbrani, spet mladi partizani, da znova bi zgradili prihodnost domovini. Triglavska četa na juriš, boj gremo z ramo brami. Čez zvezdo rdečo v srcu, pojdi z nami. Prisluhnite pozorno, tovariši v hosti, dokler so na prostosti tatovi in capini. In narod so izdali in zemljo nam prodali, mi bomo se borili in krivice maščevali. Triglavska četa na juriš, boj gremo z ramo brami. Čez zvezdo rdečo v srcu, pojdi z nami. Prisluhnite pozorno, tovariši v hosti, fašisti in nacisti so danes kapitalisti. Prirejajo resnice, teptajo nam pravice, zato vsi v boj, da popravimo krivice. Triglavska četa na juriš, boj gremo z ramo brami. Čez zvezdo rdečo v srcu, pojdi z nami. Čez zvezdo rdečo v srcu, pojdi z nami. Bolj mirno je, veš, je bolj, lahko je šišati govor in vse. Ne, to je prav lahko šišati. Veš, jaz, pasal pa, veš, jaz. Danes Jaz še zdaj mislim, da je to najboljša. A jaz se pometim? Kaj imate liste? Ne, kje so ljudi? Ma je klobasa, odne klobasa. Ne, je Je bila klobasa, pa ste jo narezali. Ja, ne, suha peđolja.
Mora biti odsočna. Nisam nasmijala. Lăști. Arăt nas. Jaška cesta je, kar je. Nas bila oni nočejo. Se jedli dol, so vzeli samo majke. Ko so prednjem. To je zdaj. Vodo in tle. Kar z roko mi prijana. Najlepše tehnike tako, ne? Nego še imajo domeno so cambio. Kje so vaselci? Fantje! Vse mize za sete. Samo malo. Še.